Jaz sem pravzaprav rojen v tej hiši, pravzaprav skozi je to, mi predstavlja neko uganko, kaj to je, zato ker arhitektura tistega časa, 50-ih, 60-ih let in tako naprej, bila drugačna kot Plečnikova in to se je smatralo pač za neko zelo zastarelo, neuporabno stvar. Da sem začel te stvari bolj študirati, me je seveda navdušil moj prijatelj, arhitekt Boris Podreka, ki mi je pač razlagal, odkot te stvari izhajajo, da je to iz Dunaja in tako naprej. In pač sem začel te stvari se zanimati. Plečnik se je zelo zavedal, da je pravzaprav mesto Ljubljana mora postati prestolnica Slovencev in zato je delal pač vse v tem smeru. Zanimivo je to, da je pravzaprav začetka ni imel kakšnega posebnega velikega uspeha, ampak zelo hitro sta se mu priključila dva res, klena moža, bi lahko rekli. To je bil profesor France Stele, umetnost iz Gorine, in pa moj stari oče, inženir Matko Prelošek, ki je bil direktor mestnega gradbenega urada in ta se je trudil, da bi pravzaprav vse Plečnikove vizije, da bi se lahko uresničile. Prvotni načrt je bil, da se cela Ljubljanca pokrije, tako kot je Dunajska reka na Dunaju, in da se iz tega naredi nov bulvar, na kar je potem Plečnik prišel na idejo, da bi pač naredil samo posamezne izseke, kot je Čevljarski most, kjer je pač nek trg nad vodo. Tromostovje je most, ki je bil zgrajen sredi 19. stoletja, ki je bil pravzaprav preozek za ta promet. Zato je Plečnik predlagal dva stranska mostova. Na Tromostovju vi nikoli niste sam, tudi če ni ljudi, vedno se to spreminja, te kandelabri, balustri in tako naprej. Cela vrsta raznih sekvenc, ki jih človek doživi, ko prečka ta most. Poleg tega je na teh mostovih imate zelo velik vpliv beneških mostov na kanalu Grande v Benetkah, kjer imate te stopnice, ki grejo pač poševno na most in tukaj je Plečnik že spet posnel nekaj Italije, ki jo je prinesel pač sem v Ljubljano. V teh tržnicah je Plečnik pravzaprav hotel, da se naredi magistrat, ki bi imel od spodaj arkade in potem arkadami se prodaja, tako kot se to v Italiji dogaja v večjih mestih. Na kar je potem to speljal ob strugi Ljubljance. Peglezen je bil tudi del tega kompleksa, ki ni bil sezidan, to se pravi novega magistrata in je zato tudi v teh renesančnih oblikah. Lep primer uporabe te Semperjeve teorije o oblačenju je seveda univerzitetna knjižnica. To si lahko zamislimo preprosto povedano kot tempelj učenosti za stebri, ko pridemo not v ta peristil in tako naprej, ki je obdana z preprogo iz kamna, ki ima potem izbočena okna, tako imenovana angleška bay window, ki pač predstavlja neke gube v tem plašču. Zelo zanimivo je tudi to, da je Plečnik sam pravil svojemu asistentu Valentinčiču, fasada Nuka spominja na fasade domačih kraških hiš, kjer so zgrajene iz opeke in kamna. To se pravi, v vsaki te njegovi ideji je tudi nekaj slovenskega v tem. Kar se tiče njegovega življenja, on pravzaprav ni imel ne telefona, ni imel ne radija, ni imel ne kolesa in tako naprej. In za njega je bilo najbolj pomembno, če je lahko prebral zvečer ob sveči, to se pravi ob živi svetlobi, en del pač iz Svetega pisma. In pravzaprav to je to, kar je njega hranilo. Če citiram arhitekta Borisa Podreko, s katerim se pač popolnoma strinjam, je Plečnik največji Slovenec vseh časov. Plečnikove stvari so razumljive vsakomur. Te detajli in profilacije in tako naprej, to so te stvari, kjer Plečnik pravzaprav nedosegljiv.